Organizira društvo, ampak drugače pa je to mednarodni dan svetovnega miru, ki poteka strani Združenih narodov. Združeni narodi, za Združene narode, to so nekako določili, da naj bi vsako leto na 21. septembra se nekako ljudje spomnili na pomembnost miru v svetu in nekako ozavestili, da je mir nujen za to, da živimo drug z drugim. Kako pozivate mimoidoče danes, da pristopijo k akciji? Je v bistvu na simboličen način tako, da prižgejo svečko, da si vzamejo kakšno misel, da pomislijo malo na to, na kak način bi lahko mi dodali k miru v svetu. V bistvu najprej se to, da je pogoj za mir v svetu to, da imamo mi sami sebi nekaj miru. Da na tak način je možno, da ga delimo z drugimi. To je neka osnova. Nekako prižgejo svečko, pomislijo na mir, pomislijo na nekaj pozitivnega in ozavestijo, kaj dejansko pomeni mir za njih sami. Odziv? Ja, malo nas je slabo vreme, po domače zafrknilo, slabo vreme nam je malo dalo neke določene težave, ampak drugače pa se mislim, da je odziv zelo pozitiven, predvsem tudi zaradi tega, ker imamo tukaj bobnarje, ki so nam priskočili na pomoč oziroma bobnajo za mir, da redko kdo te zavrne, če mu rečeš, da naj prižge svečko v imenu miru. Lani so misli pisali sami, zdaj jih pa dobivajo. Ja, nekako smo zbrali misli svetovnih modrecev, svetovnih filozofov in ljudje pač naključno vzamejo kakšno in je to potem njihova lastna misel. Ponovadi so vsi vedno presenečeni, kaj sem dobil. Ampak zakaj od tega, kar je bilo lani stran, torej da ljudje sami zapišejo svojo misel, jo narišejo? V bistvu ni nobene razlike. Mi smo mislili, da bi ljudje zapisali svoje misli, ampak je teževalo. Nam je nekako zmanjkalo prostora, ni to neke filozofije od zadaj. Moram